Lepo pozdravljeni. Obzornik začenjamo ob meji. Vlada je namreč v pomoč slovenskim policistom pri varovanju južne državne meje napotila 21 policistov iz Poljske, Litve in Estonije. Preverili smo, kaj o tujih policijskih uniformah v deželi belih brez menijo Belokranjci. Sicer se je število ilegalnih prehodov državne meje v prvih 4 mesecih v primerjavi z enakim obdobjem lani zmanjšalo za dobro tretjino, a s prihodom toplejšega vremena, tako menijo na notranjem ministrstvu, naj bi se število ilegalnih migrantskih prehodov meje povečalo. Lani smo obravnavali čez 14.000 ilegalcev, predlani 16.000 pa še nekaj. Trend se vsako leto povečuje. Trenutno imamo res malenkost pomanjkanja, vendar sem povedal, gre na račun zelo dobrega dela policije. Po reki Kolpi namreč poteka kar 113 km državne meje. Temu je konkretno narekovala potreba, kadrovska potreba, se pravi ne dovolj policistov, da bi uspeli to našo veliko, dolgo mejo ustrezno pokriti, kakor smo jo želeli in kar v bistvu državljani Slovenije pričakujejo. Lahko govorimo o tem, da je policija ocenila, da bi bilo nujno potrebno ali pa zelo priporočljivo, da bi bilo tukaj približno 150 policistov. A z delom varovanja meje jih je prejšnji teden začelo 21. Napovedana je ta akcija vsekakor bila strani ministra, ni bila usklajena z lokalno politiko, z župani. Moram reči, da me moti kar nekaj stvari, predvsem 21 policistov pa opravlja takšno nalogo je praktično kaplja v morje. Vemo, da ko je bila prejšnjič ta zgodba na tapeti, so policiste dobesedno pošiljali na dopuste in hkrati govorili, da ne morejo varovati mejo. Enako se dogaja seveda tudi sedaj. Ustanavlja se prometna policija na avtocesti, ne moremo pa skrbeti za svojo mejo. Tako da mislim, da imamo tukaj velike težave, pa ne s tem, da pridejo tuji policisti sem, ampak z organizacijo strani Ministrstva za notranje zadeve. Metliškega župana moti tudi, da akcija ni bila usklajena z lokalnimi župani. Ne, mi nismo bili o tem seznanjeni. Vem, da kolega iz Črnomlja je na enem sestanku z ministrom to informacijo dobil, ampak to je bilo tudi vse, kar smo o tem vedeli. Zevniku se zdi nasprotujoče še, da policisti prihajajo iz držav, ki niso končna destinacija migrantov. Morda je to nekaj, kar mene najbolj moti. Tisti policisti bi vedeli, kdo prihaja k njim in na kakšen način odreagirati. Namreč noben migrant ni rekel, da mu je končna destinacija Poljska ali pa Litva, ampak si hočejo v Nemčijo, Francijo, Anglijo in mislim, da je tukaj narejena ena velika napaka, ki gre bolj za kontriranje oziroma nasprotovanje nekomu, kot pa nek dejanski ukrep. Ki pa se, po drugi strani, županu občine Črnomelj ne zdi sporen. Glede prisotnosti tuje policije v Sloveniji na meji z šengenski meji, lahko rečem, da je mnenje enotno, da je to dobrodošlo. Vemo, da je naših policistov premalo, pravzaprav pa to evropska meja in zakaj ne tudi evropska pomoč, evropski policisti na meji skupaj z našimi policisti. Žal pač se ne moremo dogovoriti v Sloveniji, da bi bila tudi vojska bolj prisotna na meji. Iščejo se ostale variante, ki pa mislim, ta je ena od boljših in jo podpiramo tako samo osebno kot veliko ljudi, s katerimi se srečujem na terenu. Policijsko patruljo ob meji naj bi sestavljala po en slovenski in en tuj policist. Slovenski policisti bodo vodili policijske postopke, kolegi iz držav članic jim bodo pa pri tem nudili pomoč, torej varovali njihove postopke in seveda po potrebi, če bo to nujno potrebno, tudi uporabili nekatera izvršna pooblastila. Gre za tako imenovana varnostna pooblastila, dodaja, ki jih bodo tuji policisti izvajali v skladu s slovensko zakonodajo, pod nadzorom in v prisotnosti slovenskih kolegov. Poleg tega pa naj bi se v prihodnjih tednih policistom iz Estonije, Litve in Poljske pridružili še kolegi iz Madžarske in Romunije.
Mnenja so med Belokranjci deljena. Tisti, ki se s prihodom tujih policistov ne strinjajo, niso želeli pred kamero. Pravijo pa, da jim ograja že leta onemogoča dostop do lepih kotičkov. Dodatne in povrh še tuje uniforme pa se jim zdijo v času, ko migrantskih prehodov ni veliko, še toliko bolj odveč. Belokranjski muzej v Metliki je 1. maja praznoval 70-letnico delovanja. Ob tej priložnosti so na ogled postavili dragoceni zlatnik iz 3. stoletja pred našim štetjem, ki so ga arheologi našli med izkopavanji na Pezdirčevi njivi v podzemlju. Belokranjski muzej je bil ustanovljen 1. maja 1951. leta. 4 stalne razstave na 4 lokacijah, poleg grajskih prostorov tudi v spominski hiši Otona Župančiča na Vinici, v muzejski hiši v Semiču ter v galeriji Kambič, si letno ogleda 25.000 obiskovalcev. Veseli smo, da smo mi, ki smo zdaj v muzeju, ti, ki lahko proslavljamo ta lep jubilej, in se seveda hkrati spominjamo vseh naših predhodnikov, ki so v resnici iz zelo skromnih začetkov, ampak z velikim posluhom že takrat do kulturne dediščine, ki jo je treba ohraniti zanamcem, začeli s temi mislimi, da si Bela krajina zasluži imeti svoj muzej, da je tako specifična v etičnem, kulturološkem, zgodovinskem, naravoslovnem pogledu, da bo ta muzej gotovo nekaj posebnega. Kar se je uresničilo, razvil se je v pomembno kulturno ustanovo na Slovenskem, dodaja direktorica. Stalna razstava v Metliškem gradu s številnimi predmeti, delnimi ambientalnimi postavitvami, slikovnim in dokumentarnim gradivom prikazuje življenje ljudi od prazgodovine do sredine 20. stoletja. Tisto, kar ti pušča neko notranje zadovoljstvo, so gotovo nova spoznanja. In muzeji v zdajšnjem času imajo zelo pomembno vzgojno-izobraževalno vlogo, so dejansko se dopolnjujejo z izobraževalnimi programi, tako da mislim, da vsi ljudje, seveda vsak z nekim svojim specifičnim zanimanjem, ampak v takšnih muzejih, kot je tudi Belokranjski muzej, splošnih, kompleksnih muzejih, res lahko najdejo vsak nekaj zase. Ob jubileju so na ogled postavili najbolj dragocen predmet v muzeju. Znameniti zlatnik, najstarejši novec, najden na slovenskih tleh iz 3. stoletja pred našim štetjem. Novec je bil izkopan v najverjetneje grobu mlajše ženske na Pezdirčevi njivi in sicer leta 2018. To gre za drobno najdbo, dobrih 8 gramov težko. Opravljene so bile že kemijske analize, tako da gre za zelo čisto zlato z malo primesi srebra. Na prvi strani, na averzu, na sprednji strani novca je upodobljena že nekoliko stilizirana v tej keltski maniri, umetniški maniri, je upodobljena glava boginje Atene s korintsko čelado. Na zadnji strani je pa še nekoliko bolj stilizirana, upodobljena stoječa figura grške boginje Nike, boginje zmage. Praznovanje 70-letnice bodo nadaljevali s poletno muzejsko nočjo 19. junija. Ko bomo odprli dokumentarno razstavo o prehojeni 70-letni poti in dali poudarek predstavitvi nove monografije o donaciji Kambič ob 20-letnici galerije Kambič. No in tretji del, kar bo gotovo vrhunec, bo pa odprtje nove stalne razstave Arheološko bogastvo Bele krajine. V novi, sodobni in razširjeni arheološki razstavi bodo predstavljene najdbe, ki so jih arheologi na belokranjskih tleh našli med izkopavanji v zadnjih desetletjih. Pri čemer želimo nekako enakovredno predstaviti vse 3 belokranjske občine. Tako bomo za vsako izmed občin posebej izpostavili eno
velikih dragocenosti, eno najpomembnejših najdb, ki za posamezno občino in tudi tematsko, kronološko, ko bomo predstavljali arheološko dediščino in razvoj, arheološko podobo Bele krajine v različnih obdobjih, bomo nekako, scenarij je takšen, da se vsaka občina izpostavi najpomembnejše obdobje. Pravi avtorica razstave. Direktorica pa, da je muzej najlepše darilo ob rojstnem dnevu dobil z dodelitvijo pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev na področju arheologije in likovne umetnosti. To pooblastilo je prej veljalo samo za področje zgodovine in etnologije in zdaj ima muzej v resnici vsa področja s pristojnostjo na območju vseh 3 belokranjskih občin in to mislim, da je največ, kar smo lahko temu muzeju želeli in želimo mu vsi, ki bodo nadaljevali naše delo, da grejo po tej razvojni poti naprej. Muzej je spet dobil arheologa, natančneje arheologinjo, ki ji, glede na bogato arheološko dediščino Bele krajine, ne bo zmanjkalo dela. Zmanjkuje pa prostora za vse predmete, letno prejmejo tudi do 600 doniranih. Tu bi seveda želeli v sozvočju z občino Metlika, ki je lastnica gradu, da se čim prej konča obnova gradu, ki se je začela pred dobrimi 20 leti. Mislim, da smo na 3/4 poti, ker potem se pa muzeju odprejo vse možnosti, ki jih ima nekako začrtane v svoji strategiji. Da lahko ponudi na ogled razširjene in posodobljene razstave, kajti nič ne more nadomestiti živega stika s predmetom, dodaja. Iz muzeja se vračamo v naravo. 30. aprila je po Evropi prvič potekal Dan travniških sadovnjakov, ki poudarja širši družbeni pomen, ki ga imajo travniški sadovnjaki, ki pa žal izginjajo. Metličan Janez Gačnik je sadjar z dušo in telesom, aktiven v Belokranjskem sadjarskem društvu in predsednik Zveze sadjarskih društev Slovenije, od koder je pobuda za Dan travniških sadovnjakov tudi prišla. Namen je, da izpostavimo te nasade, da prikažemo vse funkcije, ki jih te nasadi imajo. Vemo, da v preteklosti je bila predvsem pridelava sadja tista glavna funkcija, sedaj pa izpostavljamo tudi druge funkcije, to je recimo okoljevarstvena funkcija, ker vemo, da v teh nasadih živi okrog 5000 različnih živih bitij, rastlinskih in živalskih. Potem je tudi krajinski vidik zelo pomemben, izgled v pokrajini recimo tudi, pa turistična ponudba je pomembna, tudi izobraževalna funkcija do otrok je pomembna, tako tukaj kar nekaj funkcij, ki se med seboj dopolnjujejo. In so dober primer sonaravnega kmetovanja. Tukaj bi poudaril predvsem dvojno rabo zemljišča, se pravi je paša živali in pridelava sadja, zaradi tega živali tudi gnojijo te nasade. So tudi starejše sorte, lahko rečemo, nekatere so bolj odporne na pojav bolezni, poleg tega so krošnje nekoliko višje, ker je manj vlage in tudi nekatere sorte kasneje odganjajo, tako da mogoče bo letos tudi nekoliko pridelkov bilo tukaj na teh travniških sadovnjakih. Predvsem bi omenil sorto bobovec, ki rabi minimalno oskrbo in je dobro za predelavo. Potem so še druge sorte, krivopecel, mošancel. Potem imamo pa v Sloveniji tudi 4 avtohtone sorte, ki so tudi z genskega materiala zelo pomembne. To je goriška sevka, gorenjska voščenka, dolenjska voščenka ter bogatinka tudi. Te sorte uspevajo tudi v sadovnjaku Richarda Zupančiča v okolici Črnomlja, kjer je pred 20 leti na 4 hektarjih zasadil 400 jablan. S samim sadjarstvom smo se začeli ukvarjati, ker je dejansko tistkrat potekal tale projekt oživljanja travniških nasadov. Mi smo imeli pa tle na naši kmetiji eno situacijo, ko nismo pač dejansko vedeli, v katero stran bi šli. Pač neka silna živinoreja nas ni zanimala, poljedelstvo na teh površinah naših je tudi dosti zahtevno, ker je kmetija pač locirana na
v bistvu na pobočju, več ali manj. To pomeni, ni nekih ravnih površin, ki je bilo delo kaj druge, tako da se nam je zdelo sadjarstvo en tak primeren, ena primerna smer, no. Lani so v sadovnjaku nabrali okoli 30 ton jabolk, kar so predelali v sok, kis ali pa sadje prodali. Kaj pa težave? Mislim, da zdaj se je pokazalo že kar par let zapovrstjo, da je glavna težava dejansko pozeba, ne. Ker očitno se klima definitivno spreminja, ne. In jaz bi se kar strinjal z to teorijo, da so januar in februar pretopli, ne, in pač pol tale pozeba spomladanska. Čeprav, kot pravim, letos je bilo to res ekstremno, ne. Tokrat je pozeba uničila skoraj vse in če ne bi imeli ovčereje in še kmečki turizem, ki je seveda zaradi covida tudi na udaru, ne. Ribogojstva nekako se pač bomo pritovkli čez to, ampak če bi pa sem na sadjarstvo stavil, bi bilo pa zdaj izjemno težko, ne. Zato je povezovanje tovrstnih dejavnosti, kot so pridelava sadja z njegovo predelavo ter turizmom, prihodnost ohranitve in razvoja travniških sadovnjakov, kajti njihovo število v Sloveniji se je v 2 desetletjih prepolovilo. Te nasadi obdajajo hiše domačije in veliko je bilo novogradenj gospodarskih poslopij, hlevov in novih hiš. In pa tudi spravilo sena z nakladalkami so vplivali, da so požagali spodnje veje in s tem so življenjsko dobo zmanjšali. So pa te nasadi razmeroma kar v slabem stanju, kajti stari so od 60 do 80 let večinoma in ljudje namenjajo malo oskrbe jim, ne. Zaradi tega se veliko sušijo, odmerajo. Mogli bi izvesti neko oživitveno rez, kjer bi ponovno spodbudili ta drevesa, osvetlili in spodbujali rast novih pogankov. Poleg že naštetih pozitivnih vplivov, ki jih imajo travniški sadovnjaki na okolje, so stare sorte jabolk posebne tudi po okusu. Ja, stare sorte so zelo primerne za predelavo, kajti vsebujejo bistveno več kisline kot nove sorte. Zaradi tega so sokovi in drugi izdelki zelo harmonični, tudi aroma je nekoliko drugačna. Zato je ozaveščanje o pomenu krajinskih, okoljskih in strateških vidikov travniških sadovnjakov zelo pomembno, dodaja Gačnik. V naslednjih minutah pa se posvetimo pristni, zdravi in domači hrani, takšni, kot so jo nekoč kuhale naše babice. Pripravljamo jih lahko tudi danes in sicer s pomočjo knjige receptov Jedi semiških babic. V lično oblikovani in trdo vezani knjigi se na 104 straneh skriva kar 67 receptov, ki v spomin prikličejo že nekoliko pozabljene, a zanimive in okusne obroke. Najbolj prepoznavne recepte, zasnovane s pomočjo sestavin iz domačega kraja, pridelanih na naraven način, je zbralo 8 članic prostovoljnega gasilskega društva Črešnjevec v sklopu projekta Zdravo in aktivno življenje na Belokranjskem podeželju. Zelo pomembno pri vsem tem se nam zdi, da se na tak način prenaša izročilo, prenašajo se recepti iz roda v rod, recepti, ki dejansko mogoče nekateri tudi niso bili še nikoli zapisani. Povezujejo se na tak način družine. Vse babice, ki smo jim pokazali to knjigo, so bile nad knjigo zelo navdušene in so rekle, točno to so recepti moje mladosti. Knjiga je dragocena tako z vidika ohranjanja kulturne dediščine, je pa tudi uporabno in lepo darilo. Sem dejansko videla, kako so res včasih babice oziroma takrat mlade ženske to čisto drugače delale, hodile so na kuharske tečaje, niso imele interneta, vse so tam zvedele, seveda so mogle probavati različne stvari, ne, da bi recept res dobro uspel. In recimo, če samo njihovo pisavo pogledamo, je bila neprecenljiva, res lepa pisana pisava, zelo lepo berljiva in se mi zdi, da je knjiga tudi za mojo starost, za res mlajšo generacijo,
zelo primerna zaradi same dediščine, ki se prenaša. In meni ta dediščina veliko pomeni, mogoče komu ne, ampak se mi zdi, da veliko ljudem pa tudi v moji starosti. V knjigi najdemo recepte za juhe, glavne jedi, priloge, mlečne jedi, likerje, pecivo in kruh ter izdelke iz domačega mleka. Jožica Klemenčič je za našo kamero pripravila vezilo. To vezilo so delale ženske, ko so šle pogledati dojenčka za mlade mamice, in to se je neslo kot darilo mladim mamicam, pa ena kokoš zraven. Ta recept me je naučila tašča. V teh krajih se je to delalo, ne? In je pač za taščo nadaljujem jaz in tudi otroci naprej. Gre za malo boljši kruh, dodaja, narejen iz mlečnega testa z dodatkom sladkorja. Tako videz kot okus sta bila odlična, taki pa so tudi odzivi na knjigo, ki jo prebirajo in po njej pripravljajo že skoraj pozabljene jedi, tako starejše kot mlade kuharice. Pravijo, da končno je nekaj zapisano, da njihove tašče pravijo, da to delajo kar tako, ne, na oko, zdaj pa končno imajo tudi ona neko osnovo, da bojo lahko pripravila podobno jed kot tašča, pa je to nekaj zapisano. Tudi Malnaričeva, ki je bila idejni vodja in glavna zbirateljica starih in novejših receptov, pripravlja jedi po navodilih iz knjige. Odkar smo začeli pripravljati brošuro, doma delamo izdelke iz domačega mleka, pregreto mleko, jogurt, skuto. Se spomnim, da smo to delali v moji rosni mladosti, ko smo imeli doma tudi še krave, zdaj potem v nekem vmesnem obdobju smo to čisto zamrlo, tako da ja, veliko je takih, pa še je sigurno kakšen tak recept, sama lahko rečem, da veliko kuham po tej naši knjigi, da je knjiga vedno na polici in zelo, ne glede, da večkrat neko jed pripravljam, še vedno pokukam, da bom slučajno kakšne sestavine zamenjala. Poleg vsebine prevzame tudi podoba knjige. Zanjo in za fotografije v njej je poskrbela Sonjina hči, sicer dijakinja srednje medijske šole Vesna Malnarič. Najbolj se mi je zdelo, da bi knjiga morala biti v takšnih bolj starinskih barvah, kot so rjava, bež, ker zelo spominja na recepte, na liste, ki so bili v pravih zvezkih teh receptov, ki so pač tudi poslikani v knjigi. Potem sem pa nekako želela, da se to združi z modernim, se pravi, da knjiga je še vedno moderna in starinska obenem, da v bistvu ne izgubi s časom vrednosti. Kar ji je lepo uspelo. Moram reči, da sem se veliko pri oblikovanju knjige naučila sama, ker sem v 3. letniku in tega do zdaj še nismo imeli v učnem načrtu. Tako da mi pa zdaj to zelo pomaga pri nalogah, ki jih imamo v šoli, ker sem že z znanjem zelo naprej in znam delati v tem programu, ker se drugi še učijo. Mlada oblikovalka pa je tudi navdušena kuharica. In sem tudi že nekajkrat spekla svoj kruh po tem receptu. Potem meni je izredno všeč cvrtje, ker ga mami peče že odkar sem bila majhna. Sicer jaz ga še ne znam tako dobro, ampak vaja dela mojstra, se mi zdi. In z neke vaje naj bi uspel tudi vsak recept, za dodatna pojasnila pa so članice dosegljive po elektronski pošti. Da ni noben problem, da ne bi ratala kaka jed, samo pogum pa dober tek. S pomočjo knjige, ki jo lahko kupimo v Semiškem Ticu ali naročimo pri PGD Črešnjevec, bo lažje zaživel rek nazaj k naravi, saj so recepti enostavni, sestavine pa na dosegu naših vrtičkov oziroma njiv.
Bela krajina je res zakladnica bogate naravne in kulturne dediščine, oboje pa moramo ohranjati za naše zanamce. Bodite lepo do naslednjega obzornika čez 14 dni.